Dobro, hvala lepa. Torej, to je zdaj grand finale pred torto. No, naslov ste že slišali, torej raziskavo sva naredila skupaj s kolegico Uršo Kanjir. Oba prihajava iz Inštituta za antropološke in prostorske študije, bolj natančno iz oddelka za daljinsko zaznavanje. Zdaj hvala Žiga to, ker nas je že predstavil v prejšnjem predavanju. No, vsebina predstavitve bo razdeljena približno po teh točkah, torej najprej uvod, nato nekaj o podatkih, pol bom predstavil še metode, ki smo jih delali s konvolucijskimi nevronskimi mrežami, nato pa še postopek, na koncu pa še rezultate in pa zaključek. Torej, verjetno večina od vas že ve, kaj je to klasifikacija pokrovnosti. V našem primeru pač smo imeli satelitske posnetke in te posnetke smo jih razdelili na take homogene segmente, ki smo jih pol klasificirali v različne razrede. V zadnjem času so se zelo uveljavile metode oziroma pristopi strojnega učenja. V zadnjih recimo nekaj več kot 5 letih pa je zelo popularno tudi globoko učenje, pač ki je tudi del strojnega učenja. Skupaj z globokim učenjem pa smo tudi prišli do nekega novega izraza in to je semantična segmentacija, ki pa je v bistvu analiza neke slike, lahko rečemo, na nivoju piksla. Lahko je pa tudi rečemo tudi pikselska klasifikacija. No, zdaj, da predstavim, kakšen je bil naš glavni cilj. Torej, glavni cilj je bil še kar tak osnoven, torej klasifikacija posnetkov v 5 različnih razredov pokrovnosti tau. Predstavil jih bom nekaj prosojnic pozneje. In pri tem smo v bistvu hoteli ugotoviti primernost samih vhodnih podatkov in pa metod učenja. Torej, boste videli, to je bila, metoda je bila globoko učenje. Torej, najprej da predstavim satelitske podatke. Torej, imeli smo 2 tipa vhodnih podatkov. Eno so bili satelitski podatki, drugo pa referenčni. Za satelitske podatke smo uporabili posnetke PlanetScope, torej verjetno jih poznate. Imajo 4 kanale, prostorska ločljivost je 3 metre. Te posnetke, recimo v tem primeru smo imeli časovno vrsto, ki je trajala od aprila 17 do avgusta 21. Za vsak mesec smo imeli en posnetek, torej skupaj jih je bilo 53. Te posnetki so bili vsi zajeti na učnem območju, to je bila dolina reke Rižane z obalo in mestom Koper. Velikost je bila približno 16x6 kilometrov. Na drugi strani pa smo imeli še testno območje. To pa je bilo v bistvu področju Šaleške doline z mestom Velenje. Območje je bilo nekoliko večje. Tle pa smo imeli 3 posnetke iz istega leta, torej isto leto, ampak različno obdobje, torej eden je bil z januarja, eden je z aprila, eden je bil z julija. Te posnetke smo uporabili samo za testiranje naučenega modela. Tle naj še omenim, da verjetno se tudi vidi, da učili smo mi na nekem področju, ki je čisto različno oziroma ne čisto, ampak precej različno od testnega območja. No, tako izgledajo te podatki PlanetScope. Zdaj vam bom samo predstavil en par posnetkov, da boste si nekako lahko domišljali, kakšna je razlika recimo v sami časovni vrsti med temi posnetki. To je posnetek iz oktobra 18. To je pač učno območje, vidimo, da nekaj je že senc na tem območju, recimo tle gor. Morje je tako bolj temno, vidimo pa, da že recimo, kar velja tudi za Primorsko, je, da recimo oktobra je še kar zelenje oziroma vegetacija precej zelena še. No, tukaj je posnetek iz julija 19, tle vidimo, da senc praktično ni, morje je nekoliko svetlejše, vidimo, da pa recimo zelenje je
nekoliko bolj sušno, nekoliko bolj, lahko bi rekel, rjave barve. No. Potem imam še posnetek iz aprila 2020. Tukaj je vse bolj zeleno, morje je nekoliko drugačno. No, kar sem pozabil omeniti mogoče, so tudi spremembe, ne samo zaradi letnega časa, ampak tudi zaradi raznih del, ki se dogajajo na površju. Tukaj vidimo ceste, recimo, ki so jih začeli graditi prav za izgradnjo drugega tira. No, recimo to se vidi, to cesto tudi na tem posnetku, s tem, da je celo nekoliko daljša. In na koncu, recimo tukaj je še januarski posnetek, vidimo, da morje je precej različno, imamo pa tudi dolge sence. Torej, kot vidite, ta časovna vrsta je precej različna. No, drugo so pa referenčni podatki. Referenčne podatke smo uporabili za učenje časovne vrste. Za sloj oziroma za referenčne podatke smo tukaj izbrali sloj MKGP-ja Rabetal in to za leto 2020. Torej, kot sem že prej omenil, klasificirali smo 5 razredov in zato smo tudi vse te razrede iz Rabetal združili v 5 osnovnih razredov. Torej, vemo, da ta sloj ima več kot 20 različnih razredov, tako da je bilo kar težko, ampak po neki podobnosti smo jih združili v 5 razredov. Nekatere, ki so bile čisto netipične oziroma ki so bile manjše od 500 kvadratov, pa smo odstranili. No, tako je izgledal ta sloj na koncu, ko smo ga preuredili, torej vidimo vseh 5 razredov in pač en kos, kako sploh izgleda ta sloj, ko je preurejen. Tukaj je tudi pomembno, da vemo, kakšen je bil delež posameznih razredov na učnem območju. Kot vidimo, za njivo recimo je bil delež le 5%, za druge pa veliko več, druge so bile pa tudi recimo približno, so imeli približno enak delež. To bo zelo pomenilo tudi, ko si bomo pogledali rezultate. No, zdaj samo nekaj o metodi učenja. Tukaj bi se zahvalil še Klemenu, ker je par predavanj pred mano je nekaj že povedal o konvolucijskih nevronskih mrežah, tudi mi smo jih uporabljali v tem primeru. To je pač en pristop globokega učenja. To so umetne nevronske mreže, veliko se uporablja pa za obdelavo slik. Sestavljene so večinoma iz 3 teh gradnikov, ki so napisani na prosojnici, torej konvolucijski nivo je najbolj pomemben, to je nivo združevanja in pa polno povezan nivo. Med najbolj pogostejšimi nevronskimi mrežami pa so arhitekture kodirnik-dekodirnik, to so recimo Segnet, FCN in UNet. In UNet smo tudi uporabljali v naši raziskavi. Torej, če si pogledamo, kako sploh deluje približno UNet, UNet smo videli tudi prav tako pri Klemenovem predavanju. Rečemo mu UNet, ker je v obliki nekako črke U in kot sem prej omenil, to je arhitektura kodirnik-dekodirnik. Torej, ta del je kodirnik, ta del je pa dekodirnik. Recimo, vhodni posnetek, to so te satelitski posnetki, vstopajo na tem delu. Nato na njih se izvajajo konvolucije, nato združevanje in to se ponavlja nekajkrat odvisno od mreže in ko dosežemo od nekje dno, pa ponovno zvišujemo ločljivost in s pomočjo konvolucij in zviševanja ločljivosti, ki se izvaja z metodo spajanja, torej uporabi se konvolucijski nivo iz kodirnika, na koncu pa pridemo do končne ločljivosti, ki je enaka vhodni ločljivosti. Torej ta zadnji recimo nivo že predstavlja napovedane razrede. No, še enkrat, kako poteka točno ta postopek. Torej, kot sem omenil na začetku, imamo vhodne podatke, referenčne in satelitske posnetke.
Te vstopijo v en sistem, kjer je glavni del arhitektura UNet. Ta sistem pa je iterativen. Deluje pa tako, da se najprej recimo satelitski posnetki vstopijo v arhitekturo UNet, iz te arhitekture se napovejo razredi, te pa se na to primerjajo z referenčnimi podatki, dobimo odstopanja in iz teh odstopanj se na to izračunajo funkcije izgub. Te pa nam povejo, kakšna je že nekako ujemanje med napovedanimi razredi in pa referenčnimi podatki. Iz te funkcije izgub se na to izračunajo parametri in na to se to izvaja iterativno, pri tem pa se parametri posodabljajo. Torej, končni model so parametri, ki jih na to uporabljamo za klasifikacijo posnetkov. Torej, postopek smo implementirali v programskem jeziku Python, uporabili smo knjižnici Keras pa TensorFlow. Vhodni podatki so bili pač satelitski in referenčni. Pač satelitske posnetke smo razdelili na manjše slike velikosti 256 x 256. Teh je bilo na koncu več kot 6000. Teh slike pa smo še razdelili v razmerju 4:1, kjer smo pač 4 deli so šli za učenje, en del pa za testiranje. Uporabili smo nevronsko mrežo UNet. Pač model je bil eden, ampak uporabljali smo pol 3 različne sete podatkov, tako da smo generirali 3 modele in jih tudi preizkusili. Prvi je bil narejen iz celotno časovno vrsto, drugi iz posnetki iz 2 let, tretji pa samo iz 1 leta. No, rezultati so bili pa, kot sem omenil, že pač klasifikacija, nek sloj s 5 osnovnimi razredi. No, zdaj so že prvi rezultati, torej najprej, kaj dobimo, oziroma že med samim učenjem, mi lahko spremljajo, kakšna je funkcija izgub. Želimo, da je funkcija izgub na koncu čim manjša, oziroma da nekje se stabilizira, da nekam konvergira. Tukaj na tej sliki recimo vidimo učno pa testno funkcijo izgub, ki se obnašajo približno enako, in vidimo, da mogoče konvergirajo že nekje okrog 60. iteracije. Zdaj, število iteracij je poljubno, vsak lahko določi takšno število, kakor želi. Mi smo tle dali pač 100 iteracij, ampak recimo 60 bi bilo nekje dovolj za dobiti končne rezultate. No, končni rezultati, torej ta model smo najprej aplicirali na učno območje. Torej, referenca, poleg tega, da smo učili s pomočjo sloja MKGP, smo tudi preverjali same rezultate z istim slojem. Tukaj sem pozabil povedati, za vsak posnetek v časovni vrsti smo uporabili isti sloj. No, to so v glavnem pol rezultati. Vidimo referenca, kot sem omenil, referenca je bil sloj MKGP, napoved smo dobili ven iz mreže. Ja, to sem šel tle sem nekaj, ja. Torej, to je bilo učno območje. Klasificirali smo najprej posnetek za julij 2020 in gledali smo pač ujemanje napovedi z referenco, to lahko vidimo v metriki zamenjav. Ta diagonala nam pove, koliko točno se napoved in referenca ujemajo, in logično je, da se pač na testnem območju je to ujemanje zelo veliko, torej nad 90%. Iz matrike zamenjav smo izračunali tudi druge metrike natančnosti. Najbolj pomembna je bila klasifikacijska točnost, ki je nekako delež pravilno napovedanih razredov. Vidimo, da se ujema z matriko zamenjav, torej zelo dobre natančnosti, najbolj za gozd pa za vodo. Tukaj sem pripravil samo pač eno sliko, da samo vidimo, kakšni so bili rezultati tudi vizualno za vse 3 modele, ki smo jih računali. Torej, tle vidimo satelitski posnetek, to je zdaj referenca iz sloja MKGP.
In tukaj so naši 3 modeli. Recimo vizualno se vidi, da recimo ta 2 so najboljša. Ta model, ki je bil učen samo na enem letu, pa je nekoliko slabši. Recimo neki objekti so bili tukaj združeni, nekateri pa celo manjkajo. Ampak v glavnem je bila klasifikacija kar dobra. Naslednja stvar, smo preizkusili model še na testnem območju. Že na metriki zamenjav lahko vidimo, da je natančnost precej slabša. Torej, če pogledamo diagonalo, je bilo najboljše bil napovedan gozd, pa nekako voda, malo slabše urbano in travniki. Če pa pogledamo njivo oziroma razred njive, se je večinoma tega razreda klasificirano v travnik. To je verjetno posledica manjšega števila učnih vzorcev pač za njivo. Poleg tega pa vemo, da njive so tudi najbolj tak spremenljiv razred. Torej po zimi so mogoče malo bolj gole, oziroma začetek spomladi, večinoma drugega časa pa so zelo podobne travniku, no nekako. To se vidi tudi na klasifikacijski točnosti, torej najboljši rezultati so bili doseženi julija, najslabši pa januarja. Večinoma vode se tukaj klasificirala v sence, torej ker sence je veliko, svetlobne razmere so nekako slabše. Zakaj so bili rezultati tako slabi, pa se vidi tudi recimo na tem primeru. Zdaj, če se pogledamo ta satelitski posnetek in pa sloj Rabetau, tukaj se nekako vidi, zakaj ta sloj ni povsem primeren za referenčne, torej učne podatke. Vidimo, da razred urbano je tle zelo posplošen. Vidimo, da na posnetku je poleg hiše veliko še travnikov, nekaj gozdov, pa celo en stadion je tle. Zato je tudi logično, da nekako je bilo urbano slabše klasificirano. Lahko rečemo recimo, da na teh 3 posnetkih je bil celo boljše klasificiran posnetek, kot je sam referenčni sloj. Isto lahko rečemo za njive. Če pogledamo, tukaj bi tako težko na oko rekli, da je tle gor se nahaja njiva, ker je zelo podobna travniku. Zato mislim, tudi tukaj so bile te klasifikacije mogoče celo bolj točne, kot so bili sami referenčni podatki. No, na koncu bom pokazal samo še skupne rezultate. Torej, tukaj so rezultati skupne točnosti za celotne posnetke. Skupno točnost računamo Skupno točnost torej računamo z deležem med pravilnimi primeri oziroma razmerjem pravilnih primeri števila vseh primerov. Za Koper je bilo logično, da so bili rezultati precej višji. Vidimo, da je za model, ki ima samo 1 leto, samo 4% slabši rezultati. Na drugi strani pa imamo Velenje, kjer so rezultati več kot 10% slabši, kar je tudi logično glede na različno pokrovnost, pa na čisto drugi konec Slovenije z različnim rastjem, pa različnim odzivom glede na obdobja skozi leto. Dobro, zdaj nam je ostal samo še zaključek. Torej, kaj smo delali? Semantično segmentacijo satelitskih posnetkov PlanetScope. Izziv je bil na koncu testiranje oziroma klasifikacija testnih posnetkov. Tle smo dobili točnost 80%, oziroma na januarskem posnetku samo 70%. Lahko ocenimo iz vsega tega, da je bila metoda globokega učenja precej uspešna. Problem so bili večinoma referenčni podatki, kjer so bili razredi nekako neusklajeni, pa tudi posplošeni. Problem je bil pa tudi sama neuravnoteženost učnih vzorcev, kar smo ugotovili pri razredu njive. Na koncu pa še možne izboljšave, teh je zelo veliko. Najbolj bode oči učni vzorci. Lahko bi recimo izdelali maske za vsak posnetek posebej, kar bi zahtevalo ogromno dela. Lahko bi pa tudi razširili območje učenja. Zdaj smo imeli 2 zelo različna območja za klasifikacijo.
Lahko bi recimo prilagodili učenje samo za en letni čas, torej recimo bi imeli 4 modele na leto, lahko bi pa tudi uporabljali neke naprednejše arhitekture za nevronske mreže. Dobro, to je bilo vse. Hvala.